8, 10, 12, 14. 14 naročil, pa to je čisti dobiček, čisto veselje. Kje je Benjamin? Pa je šlo veselje. Šel je ven po večerjo. Ja, ti bogi, reveš ti. Vsak dan vstaja ob 7, gara na ministrstvu po 8 ur, zdaj mora pa sam skrbeti še za večerjo. Ja, pa poglej, kakšno imaš, no. Ja, res lepo skrbiš za svojega moža. Kdo pa skrbi za vašega moža? Nekam hitro ste si ga poslali domov, ne? Človek se pač najboljše počuti doma. Škoda, da za vas to ne velja. Ja? In kaj bi rada dosegla s temi svojimi pripombami? Ej! Ah, no! Najlepša hvala! Koliko jaz vem, je bilo dogovorjeno, da boste prišli samo na podaljšan vikend. Ja, in? Ja, nisem vedela, da bo podaljšan na 2 tedna. Danes imam god in rada bi ga preživela s svojim sinom. Beno si komaj zapomni moj rojstni dan. Kaj šele god? Da ne boš presenečena, srčece. Kaj ti češ, mama? Vse najboljše. Izvoli. Hvala. Pa to, ja. To prvi je zjutraj, ki te zbudil, ko bi še spal, se glasno smeni. Pozno po noči, ki spat ne pusti, v posteli svoji telovadi zotri. To na dopustu za pošto skrbi. Ti rože zaliva prebajske stvari, proti posodi jajček ali dva. Svečega vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav, drugačajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin. Ko si težava, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni grej. Imejmo se radi skoz, sonce in smeh. Lepo je biti sosed, to sploh ni grej. Imejmo se radi skoz, sonce in smeh. Lepo je biti sosed. Ti veš, da ima ona danes god? Ja, nekdo je na pokrov WC-ja napisal listek. Danes mamica praznuje god. Kaj pa veš, da to nisem jaz? Ja, če je pa bil denar za rože zraven. Hvala, mama. No, krasno si. Vse začel pokrov dol spuščati. Ja, pa saj ga vedno spustim, ko je mama tu. Krasne so. Kaj pa jaz? Kaj ti? Ja, mami si prinesel šope, kaj bom pa jaz dobila? Makovko. A ne, samo sezamove so imeli. Veš kaj, Beno, ti si en navaden... Kaj sem? Knedl. A ja, to. Ja, čakaj, Žuža. Pa saj ti nimaš god, ali pa rojstni dan, ali pa 1. november, ali pa 8. marec, Se ne gre za to, no. 29. Jaz sem tudi kdaj pa kdaj praznik, pa se še niti enkrat nisi spomnil. Zakaj ga pa ti ne spomniš? Pa kaj ni dovolj, da ga moram že na svoj rojstni dan spomniti? Ja, no, čakaj malo. Kaj čakaj malo. Lani si mi še darilo vzel, ki ste mi ga dala Špehova. Benjamin, no. Če sem pa mislil, da je za mene. Septembra, ti imaš rojstni dan februarja. Ja, dobro, no, sem se pač zmotil. Ja, vse sem ti ga pol takoj nazaj zavil. Takoj, najprej si še malo v njem okoli skakal, v mojem novem negližeju, pa se drl, kako lepo darilo sta mi dala Špehova. Ja, se spomnim, ja. Dobro, no, kaj lahko zdaj o čem drugem govorimo? Pač sem smotan, ne, že na svoj rojstni dan pozabim. Pa to. Ja. Letos že nisi, ne? Ja, nehajte se kregati, lepo prosim, no. In se raje posvetimo mojemu praznovanju. Ja, res je, nehajmo se kregati.
pa to, ne? Dobro, evo. Žuža, to imaš za svoj god, ko ga boš pač imela, pa vrede, zadovoljna. Ja, Beno, 200 mi ostali, Ja. a me hočeš pokopati? Zakaj? Ja, parno število se ja daje na grobove. Ajo? Aha. Dobro, pol bom pa Pameli dal. Ali pa Lidije, ja. A ja, pa se si jo nobena ne zasluži. Ja, dobro, no, pol bom pa naredil tekmovanje. Ker bo prej dobi to vrtnico. Ker bo prej kaj? Ja, kaj ti jaz vem. Rodila, na primer. Ne vem, kaj si se ti učil pri biologiji, Beno. Je? Nosečnost traja 280 dni. Koliko? Ja, 9 mesecev, ne? Ja, dobro, no, pol jo bom pa posušil, pa jo bo pol dobila. Pa je. Vse ena tudi krasna. Ja. Hvala še enkrat. Prosim, mama. Ja. Lahko pogledam, kaj si kupil za večerjo? Seveda. Kdaj bo zginila? Zginila? Pa se še ni toliko stara. In kdaj ji boš povedal, da so te vrgli z ministrstva? Dobro, ne morem mi vsega naenkrat povedati. Beno, živim tebe in najino hčerko, ker sta oba tako nesposobna, da si ne moreta najti dela. Glej, Žužo. Našel sem si delo. Ja, jutri začnem. Delo v gozdi. Delo v gozdi. Skrajni čas. Bravo. Lidija bi si tudi lahko kaj našla. Nesposobna je kot njen oče. Mislim, ti. Dobro, no, pa zato ji ni treba tega vsak dan posebej zjutraj povedati. Veš kaj je, še dobro, da mi zdaj biznis laufa, zaradi tega, ker preživljam tebe, pa najino hčerko, pa še lastna tašča mi najeda. No, pa saj ne poje tako strošno dosti. Kaj lahko date malo tiše, prosim? Hvala. Prosim. Ja? Ja, seveda je. Zdaj? Aha, čez 10 minut. Ja, lahko, ja. Ja. Kdo pa je bil to? Kje? A ja, to? To je stranka. Ja, veš kaj, Beno? Šibam jaz zdaj. Ja, no, adijo. Ja, ko bo večerja? Hvala, nisem lačna. Mama, kaj si ti že rekla? Zakaj je parno število rož? Ja, za na grob.真的是三这个是啦哩啷哒啦啦啦啦啦啦。 Zdravo. O, Ivo. To ne Mivo, to je Beno, sosed. Ja, jo na pot k vam. Bolj do Karačonj. Ja, seveda. Čokolom, pa to. Ja. Ivo, kaj je rekla? A ja, to ti želi srečen Božič. Nasmehni se, no, praznujemo. Čakaj malo, kak Božič, če smo pa maja? Ja, saj ni važno, no, pri sklerozi človek nikoli ne ve. A ja, ona ima sklerozo. Pozabil sem. A ja, ja. Ja, to bo Silvika vesela, ko pride s folklore. Ja.
Moja žura bi pa bila vesela, če bi moja mama odišla. Kaj nisi poslal domov? Nekak ne morem. Ja. Veš kaj ti, kar po pravici povej. So me vrgli z ministrstva, pa boš videl, kako jo bo vrglo iz stanovanja. Ubiješ 2 muhi na en mah. Nekak ne morem. Ja, pa se ji ne zdi sumljivo, da si že cel teden doma. Celi teden že ob 7 vstanem, pol se oblečem, pa grem v mesto, tam 8 ur tavam po mesti, pol pa pridem domov, kot da nič ni bilo. Zdaj veš, tako pride, zvoni, daj Beno ti postavi. Mojster Deo, kje pa vas čevelj žuli? A vi ste? Ja, da jo imate. Reklamacijo. A ja, igen. Ja, kaj pa? Dobro, sej. A, kako? Samo moment, bom pogledal v rokovnik. Ja. Veste kaj, jutri zjutraj, zdaj? Ja, kaj teče? Zelo. No, tako pride, sej. Pa niste edini, ki imate problem. Mi imamo pa Božič. Ja. Ne bom vam zdaj razlagal, bo steklo preveč vode. Ja, no dobro, bomo že nekako uredili, a ne? Ja, ni zakaj. Ja, adijo. Ja. Zanjot. Beno, imam že službo zate. Ja. Ne pi, ker greš z avtom. Kom? Poslušaj, boš reprezentiral moj DOO. Enostraniščno školko bo za popraviti. 20 evrov računaš na roko. Ivo, jaz še v življenju nisem stranišča popravljal. Ti bom vse razložil. Daj no, 30, poglej, točno 30 evrov ti dam. No, daj, naredi mi to uslugo. Beno, lepo te prosim, naredi mi to uslugo. Ta sekret ostane med nama. Daj no, Silviko se že cel mesec veseliva nocojšnjega večera. Igen. Ja, zanjotno pa. Beno, daj ne pi, ker voziš, daj, pojdi se preobleč. No, jaz ti bom napisal listek z natančnimi navodili za celotni delovni postopek. Daj, prosim, hvala ti. Bova potem, Beno, hvala ti, no. Ti vrnem uslugo. Adijo. Anyuci, mit csinálsz itten? Hát karácsony van, szívecském. Silvika, Zanjo, ko za Božiča, ne? Joj, jaz pa na službeno pot grem do nas. Da greš? Ja. Kam le? Ivo, nam izzivaj, celi teden govorim ti, grem v Zagreb. Ja, to že, ampak jutri. Nem, jutri sostanek je že. Grem danes zvečer, prespim, sostanek in zvečer vrnem se že. Ja, zakaj boš prespala? Pojdi zjutraj, pa boš zvečer že nazaj. Nem, grem zdaj. Sparkiram zdaj, stuširam se in potem šnofla čez pol ure troblo spodaj. Kaj z njim greš? Je Beno ta vrgal z pozicije? Beno sam kriv. Kaj pa mahnilo ga? Šnofel mu je stopil na kurje oko. Ja, pa kaj, tudi jaz mu stopila na kurje oko, pa mene ne mahnilo. Kako lahko greš, Silvika? No, poglej, vino imava, večerja bo, no, mama Erži je tukaj. Ivan, poglej, proslavimo, ko vrnem se. Vidim, da je tebi delo pomembnejše od soproga. Joj, Ivečko moj, veš, kako zelo ljubim te, ampak tu riskiram, da šnofla mene nožene. Veš, koliko punce... Beno, kaj ti tu? Gremo odštopat en sekret. Vidiš, jaz lahko žrtvujem svoje delo, zato da bi lahko v najni spalnici se nocoj tresla tla. Je razlika.
Žrtvovat sekret ali pa službena pod šnoflo. Kaj? Ti greš na službeno pot s tem štoplom? Čez noč? To še ni najhujše. Kaj pa misliš? Najhujše je to, da se ona te službene poti veseli. Zelo. Kako pa zgleda ta šnofel? Ne vprašaj. Ko maneken, mlade, visike, ledik pa fraj. Jaz si še ne bi pisal na to službeno pot. Berno, ne mi zivaj. On ne mlad, je starejši od tebe. Ja, in ne somski, je ločeni. Silvika, ti boš celo noč z manekenom, jaz bom pa tukaj s tvojo mamo Erži pel božične kolednice. Ne veš, kaj djetek djereke koračonj von. Za božice ne kregajmo, če se prav spomnim. Tak, grem za jaz. Beno, ne greš nikamor. Jaz grem. Sleči se. Čakaj. Sleči se. Poglej, momi namre ostati sama tu. Čakaj malo, ko pa polno jaz delam? Kaj, Beno, pospraviti z denar boš čuval, mamo Erži. Večer. Dobro večer. Dobro večer. Žuža, jaz sem izredno vesel, da ste prišli. Prosim. To že mene čaka? Ja, hvala. Ja, čas je malo nenavaden, ne? Ampak zihar je nekaj pomembnega, pa to. Ja, rad bi se pogovoril z vami o nadaljevanju vaše kariere. Ja, rad bi vas upeljal v naš nov know-how. Sam te informacije so zelo občutljive, zato bi bilo dobro, da greva nekam na samo. Ne vem, mislil sem, da bi mogoče šla na moj vikend. Kdaj pa to? Zdaj. Lahko bi se celo noč pogovarjala in zjutraj bi šli direkt na novo delovno mesto. Se veste, nova plača, višja stimulacija, bonitete, regres, te zadeve. Ja. Lahko še en konjak, prosim? Stari, prines 2. Malo nepričakovano je to, ne? To. Lepo je biti sosed. Počasi. Beno, lahko boš. Ja, ne vem, bom probal, ne? Silvika, če bo hotela pobegniti, kaj lahko uporabim nasilje? Lahko. Šnoflo troblo. Stoj. Ivan. Ivan. Posluš. Ivan, odprej vrate. Ja, ko te zdaj noter dela? Mila se. Da si ne bo kaj naredil? Zakaj? Ja, tako, glej, on bo zdaj prvič čez noč sam, pa take. Ja, ampak on 45 let star.
Ne? Pa Erži tu je. Ne, Silviko, ne gre za to. Glej, on je do zdaj bil skozi s tebo, ne? Zdaj pa ti kar naenkrat greš. Na Hrvaško. Za čez noč. Ivan, odpri vrate. Kaj je? Ivan. Silvika, vzemi s seboj najno poročno fotografijo. Ja. Na nočno omarico jo daj, pa takole jo postavi. Ja, bom. Zakaj da tam na nočno? Zakaj le, če Šnofla pride v sobo, poglej to fotografijo, pa se spomni vseh lepih momentov, ki so jih skupaj preživela. Zakaj je Šnofla prišla v mojo sobo? Kot jaz vem, lahko bi se pogovarjal s tabo o nadaljevanju tvoje službene karijere. Ali pa kako snemamo to serijo. Ali pa... Beno, ne mi zivoj zdaj. Igen, pa to tudi vzemi. Kaj to je? Kaj to? Se ne spomniš, si pozabila, to je moje prvo darilo za... To je kaseta Modern Talking. No, na to glasbo sem prvič, no, ja, vzemi. Ja, kaj naj delam? Ja, kaj ne, če in ko Šnofer pride, jo daj notri, zavrtijo in da se ne boš kaj omehčala. Ja, Ivan, oborožil si me, ko da Šnofla kakšni Drakula je. Drakula? Samo še česnek križ mi daj pa srebrne noboje za puško. Ja, pa še lesene kole moraš imeti zraven. Ja, zato, da pol leseni kol direktno v srce pikneš. Tako da, sem zdaj ne vem, iz kakega lesa mora biti ta kol, ko ga direkt v srce pikneš, tako da je pol kol noter v srce piknjene. Iz trepetlike, hrasta, javorja ali lipe. Ja, točno. Drakula. Ja, vredi. Dobra, Šnoflo. Moram iti, Ivan. No, poglej, jaz vzela bom fotografija vzela, dala na ormarco. Ne boj se. Samo kasetko pustila, Šnofla ne bo prišla v mojo sobo. No, mirno zdaj. Ja, bi bil miren, če bi lahko šel s tamo. Ja, tudi jaz na to mislila. Ampak kako zdaj, kako? Erži tu je, ne mora samo biti. Ja, dobro, no. 1 uro bom še nekako zdržal z njo, samo celo noč pa ne. Dobro, gut, tu zdaj, stop. Ja. Saj res. Benči, se lahko bi tvoja mama popazila na našo mamo Erži, saj ste se že spoznali, pa... Ja, pa pustili jih same že, na silvestrski večer. Bravo. Mama! Ko pa ti delaš s tem nagim moškim? Ja, samo pol tistega striptizerja se nismo mogli rešiti do 3 kralov z našega stanovanja. Šnofla troblo, moram iti. Vzela bom fotografijo. No, dobro, adio, servus. Adio. Servus. Adio. Adio. Dobro, grem zdaj jaz. Objemat tisto školjko. Pa adio. Ja, adio, Ivo. Pa da ne boš pozabil pol vodo potegniti. Co je veš, ko mislim? To je hec. Ja, gut. Žužika, pa daj pušči kakšen konjaček za na vikend, no.
Kako naj razumem tole mežikanje kot eno obljubo za eno strastno romantično noč, a? Nekaj mi je v oko padlo. A ja, v oko ti je padlo, ne, čakaj, ne vidim sam mal, da jaz to vidim. Beno! Pa ti si čisto zmorel. Jaz sem zmorel. Tisti tip ti daje francoski poljub ali po domače francoza, jaz pa naj bi to mirno zraven gledal ali ka. Nekaj mi je v oko padlo, Beno. In tisti tip je moj šef, ja? Ja, no dobro, to sem pol ugotovil. Oziroma je bil. Ker jaz ne verjamem, da bi mu dal še kako delo potem, ko si ga šel z glavo ob mizo butat. Ja, dobro, no, zbozem se, da mi ne bi tudi on na kurje oko stopil. Pa tak. Jo, Beno. Glej, Žuža, jezen sem bil. Ti piješ tam z onim idiotom v tistem bari, meni si pa rekla, da greš k eni stranki. Kaj mi ti nisi rekla, da se s šefom dobiš? Saj to ne bi bilo nič takega. In veš kaj, vsak normalen moški, ne, bi ga najprej šel vprašat. Ej ti, kaj tu delaš z mojo ženo, pa bi mu dal kako priložnost, naj malo razloži stvari. Ti pa ne, ti ga moraš pa direkt sekat. Bravo, Benči, bravo! Krasno, zdaj pa še ta. Dobro, mama, idi zdaj not, prosim te, no. Pa saj sem ga vprašal. Ja, vprašal si ga, kaj roko bi rad imel plavo? Ja, no, če mi pa nič ni odgovoril. Ja, pa kaj bi ti naj odgovoril, kaj si naj greš barvo zbrati, ali kaj? Dobro, no, pol mi pa povej, kaj je gospod Mojmir hotel od tebe po 6 konjakih. Žuža, resnico mi povej. Dobro, ti bom povedala resnico, daj greva not, prosim. Makni se. Pardon. Tako je bilo. Htel me je povabiti k sebi na vikend, da bi se pogovarjala o nadaljevanju moje kariere. Aha, in ti si mu verjela. Ne. Nisem jaz rekla, da bi njegovo povabilo sprejela. Poleg tega pa, kaj se vi vmešavate v to? To je med nama. Beno, reci kaj. Mama v sobo. Benjamin, danes mamica praznuje god. Prosim, mama v sobo. Zdaj pa ti meni nekaj povej, Beno. Kaj si ti delal v tem baru? Ja, bil sem depresiven, pa sem šel na enega patriota. O, Jezu, zakaj? Zakaj? Skoraj 2 uri sem mogel poslušati mađarske kolednice, pa odvijati darila, pa se pretvarjati, da sem Ivo, pa da je Božič. Kaj si dobil delal v norišnici? Lahko bi se skoraj tako rekel. Mogel sem čuvati Silvikino mamo. Jezus, Ben, jaz tebe ne razumem, res ne. Pa kaj si ne moreš najti nekega spodobnega dela? Glej me, kako se trudim. Pa trpim vse te potrebnosti svojega šefa, samo zato, da bi zaslužila več denarja za našo družino. Ja, samo za kakšno ceno, Žuža? Mucek, pa daj, pa kaj ti res misliš, da bi jaz šla z njim na vikend, no? Ja, ne vem. Po 6 konjakih bi še jaz malo razmislil. Pa roko si mu šel polomiti. Ne. Na roko je pa sam padel. Polka sem ga jaz sekal na oko. Ja, če je pa izgledalo, kot da se poljubljata. Ti si ena navadna žival. Ja? Kaj, tako veter pa to? Ja, pa kam zdaj greš? Kam grem? V bolnico grem reševat, če se sploh še kaj reši da. Tisto mizo v bari bom pa že jaz nekako probal skup zlepiti. Pa njegove lope tudi.
Dobro sta, dobra. Živeli. Ja, evo, pa je že konec. A si ti tudi not padel? Gliks not padel, pa je že konec, ja. Ta oddaja bi mogla dosti daljša biti. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pa je že gotovo. Ja, škoda, škoda. Žuža, je pa že nekam dolgo v bolnici? Daj, mama, prosim te, ne provociraj, no. In najbrž v tem času sploh ni obiskov. Ja, no, dobro, mogoče je pa tisti tip, ko sem ga ferdirbo v komi. Ali pa čaka, da se bo zbudil, pa to. Ja, če seveda res v bolnici. Joj, daj, mama, prosim te, no. Kaj se moraš vedno v to vtikati? Ja, lepo imaš ti vse pod nadzorom. Ura je 11, pa ni doma ne žene, ne hčere. Glavno je, da je moja mama doma. No, evo. No, vidiš, pa je prišla Žuža. Ja, in zakaj bi trkala? Dobro. Ivo. Teta, Sagadil. Ja, Ko pa ti tu? kaj, a se je kaj zgodilo? Joj, mama, prosim te, no. Pa zakaj hočeš ti vedno vse takoj rešiti? Ivo je pač malo žalosten, ker je njegova Silvika šla na službeno pot na Hrvaško, pa kaj pol? Ne, jaz moram za njo. Kom? Tamle, v Zagreb. Kdaj? Zdaj? Ja, zdaj, ja. Pojdi z mano, jaz moram za njo. Joj, kako romantično. Ja, daj, mama, no, še v tem ga podpiraš, no. Kaj misliš, da se meni zdaj sredi noči da iti z njegovo staro drvarnico pa 92 km/h šibati po avtoceste? Ja, pa se lahko peljeta s tvojim službenim avtom. Sploh mi ga še nisi pokazal. Ja, ne more, ker so mu ga vzeli. Ja, vzeli so mi ga na servis. Ja, potem greš pa lahko z mano. Ja, ziher, ja. Najprej si me nategnil, ko sem mogel čuvati mamo Erže. Ne morem iti s tabo. Zato, ker sem danes že pil. Dobro, bom jaz vozil, ti boš pa ob meni za kopilota. Glej, Ivo, zdaj sva že prepozna. Tja prideva prepozno, kaj boš pa pol? Ja, jaz moram preveriti, če je Silvika sama v sobi. Ivo, če je ta tvoj šnopl že hotel kaj narediti, je že naredil. Saj veš, kaj misli. Ja, potem moram pa sploh preveriti, če je Silvika še sama v sobi. Ivo, poslušaj me zdaj. Pred 2 urama sta šla, ne? Nisem glih zmagal na olimpijskih igrah iz matematike, samo ti čist enostavno lahko zračunam, da sta zdaj že 1,5 ure tam. Ja, grem pa individualno. Samo kdo bo poskrbel za mamo Erži? Bravo! Lidijo, kje si pa bila? Na razgovoru. Delo imam, jutri začnem. Na razgovore? Za delo? V nedelo? Ja, tam je bil telefon, pa sem poklicala. Čakaj malo. A kakšno delo pa je to? Ja. Evo to, še obkroženo je. Smisla, da mi je to delo našla mama. Sem poklicala. Vsako jutro mi teži glede tega, se veš, kaj mislim. Ja, samo čakaj malo. To delo sem si jaz našel. Delo v gozdi. 15 ur na evro. Jamin, a ne delaš ti na ministrstvu? Ja, seveda. Ne, to delo je za enega tak znanega prijatelja. Pa to. Nekaj mi prikrivaš, sin. Nimaš avta, iščeš službo in včeraj te Bogdančkova mama videla spat na klopci v parku. Nisem je verjela. Ampak naenkrat mi je vse jasno. Ivo,
Odpustili so te. Prosim te, kurblaj, avto greva. Grem s tabo. Kaj pa, mama, Erži? Ja, kaj pa jaz bi... Lidija, imam eno delo za tebe. Čuvala boš Ivotovo doščo. Glej, dam ti 30 evrov. Sprejmi, Lidija, je boljše kot v gozdu. Pa še klopov ni. Dobro. Gremo, Ivo. Ja, no pa na svidenje. Ja, na svidenje. Ivo, kurblaj, Prazniki. Siva kučma, bela brada. Kaj? Žužo, Ivan pri tebi. Ne, to pa ne. Jaz sem ravno prišla sem vprašati, če Bela, mogoče pri vas. Kaj pa ti delaš tukaj, nisi v Zagrebu na poslovnem sestanku? Obrnila sem se, jo. Bilo tako žalostno. Jokala sem na mejo. In potem šnofla me dovoli in me odpeljal domov. Je to pa je lepo. Kje pa sta fanta? Ne vem. Mogoče šla zapit svojo žalost. Mogoče, sem Lidija tudi ni doma. Lidija v našo spalnico. Kaj pa dela v vaši spalnici? Čuva moja mama. Tu se je moralo zgoditi nekaj zelo dramatičnega. Da preberi, kaj je moja preljuba tašča napisala. Ljubi Beno, glede na okoliščine, ki sem jih danes večer izvedela, no čitaj. Sem si ne glede na moj praznik odločila končati svoje bivanje v vašem domu, no čitaj. In z nočnim vlakom odhajam domov, ja, tvoja ljubeča in trpeča mamica, no čitaj dalje. PS, ja. Ugotovilo sem, da so obiski v bolnišnici samo do 18. Si predstavljaš to? God ma pa je spokala pa šla. Počak. Halo, Ivan, Kišfjog, kje si ti? Kropino? Kaj dela tam? Jo, za mano šlo. Beno tudi. Kaj? Gubi efekt. Ne, obrnila se. Jo, prišla domov. Zaradi tebe, srček. Jo. Igen, no pridi domov. Jo. Servus. Ja. Ukropino. Kaj je? Mačka imam. O, lepo. Kako mu ime? Mojmir. Lepo je biti sosed. Beno. 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 Beno, zbudi se. Beno. Jaz bom spal pri tebi. Čakaj, Ivo, zakaj pa? Ja, pa saj ti imaš v svoji dnevni sobi glih taki kavč kot jaz. Pri meni sta tvoja Lidija in mama Erži. Ja, super. Pri meni je pa tvoja Silvija, pa moja Žuža. Beno, jaz sem odvisen od ustajanja v dvoje. Jaz ne morem solo zaspati. Dobro, Ivo, no, bolj pa pride. Hvala, Beno. Ja, dobro, prosim. Daj mi prostor za moj vzglavnik. Ja, izvoli. Pazi, no. Ja. Joj! Oprosti. Ivo! Saj bo šel na to stran. Ne, čakaj.
Čakaj, no. No, daj že. Tako. Oprosti, saj se bom obrnil, jaz. Ne, dobro je, čakaj. Jaz se bom obrnil. Ja, dobro. No, saj zdaj pa je dovolj prostora. No, si vrede? Ja. No, vrede. Lahko noč. Lahko noč. Beno, joj, no. No. Prosim te. Čakaj, pa mu pa. Čakaj, dok ne bo šlo. Se obrnila? Vem, že vem, no. Tako le bova rešila. No, zdaj pa bo. No, daj. Čakaj, pa že. Čakaj. Pokri se. Ja, dobro. Ja, zdaj vrede? Ja, Lahko noč. lahko noč. Beno. Kaj bi ti naredil, če bi našel Žužo v objemu drugega moškega? Ja. Najprej bi se prepričal, če je to res, pa tako, no. Probal bi se nekako z njim lepo civilizirano pomeniti, pa to, ne. Ja, kar tako, brez batin. No ja, ti si karakteren, pa muskulatoren. Ja. Jaz pa ne vem, če bi se lahko zadržal, veš. Bi ga kar na oko, potem bi mu glavo razbil ob mizo, pa še roko bi mu polomil. Ivo, ti si navadna žival. Tako pride. Beno, kaj pa bi naredil, če bi se lepo, pošteno prepričal, da je res vse res, kar misliš, da je res? No, če bi bilo vse res, kar bi mislil, da je res, res? Čakaj malo. Ja. Stari moj, pol bi ga pa. Kaj le? Beno, pomiri se za... Benči, pomiri!